Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Nedavno so člani Tomos kluba Idrija opravili nadaljšo turo in več o tej poti nam bo povedal naš današnji gost Robert Pirih. Robi, lepo pozdravljen. Pozdravljeni, gospod Erik. Kot rečeno, nekateri člani Tomos kluba Idrija ste se odpravili na nadaljšo pot, dolgo preko 2000 km iz Idrije preko Barija, potem s trajektom v Albanijo in potem po bivši Jugoslaviji domov. Pa me najprej zanima, koliko članov se vas je odpravilo na pot in pa kako je sploh prišlo do te ideje? Ideja je tako nastala zelo spontano. Smo se združili enkrat, en večer smo se pa zmenili, da bi bilo fajn, če bi nekam šli na taka malo daljši proga. In je prišla ideja, da bi šli po italijanski stran obale Jadranskega morja do Barita, pol s trajektom v Drač, pa po drugi strani po Jugoslaviji vračanje domov, ker pač ta Tomos zelo paše v jugoslovansko območje. Udeležili se je nas 5 komadov pač iz našega kluba, iz mopedi, plus voznik kombija, ki je bil pač naše spremstvo, v katerem smo imeli pač vse, kar smo bi potrebovali za, če pride kaj narobe, malo malo tega, malo unha, malo motorjev. In skratka, tako je bilo to. In zdaj na tej 2300 in še nekaj kilometrov dolgi poti, koliko dela je imel mehanik, spremljevalec? Ja, mene so pač za to zadolžili in je bilo grozno fajn, ker pač nisem nobenega dela. Imeli smo samo probleme z motorjem že na štartu, je pač elektrika mu odpovedala, pa do konca Italije ni bilo nobenega problema. Na oni strani, ko smo prišli čez pol, je v Budvi nam ena guma najprej krepala, pa še ena guma in to je bilo to. To je bil cel del od mojega, kako bi rekel, mojstra mehanika Robita. Skratka, govorimo o avtomatiki, štirkah, kjer motor? Ne. Smo imeli pa sam pač APN4, smo imeli 4 komade, pa jaz sem bil tam 15 CLC, ker pač za tega rabiš že to pravi spit, ker gre več kot 50, kolegi so šli pa s temi APN4. Zdaj, ko govorimo Idrija, Rimini, Bari, pa potem so rekla od Drača prek Budve, Dubrovnika, Sarajeva proti domu, vi ste se morali voziti po lokalnih cestah? Ja, seveda, ker pač iz temi mopedi do 50 se pač ne smeš niti na hitre ceste, niti na avtoceste, in smo lebeli po lokalnih se vozili. Zdaj, sprot ste tudi objavljali na družbenih omrežjih vaše dogodivščine. Kaj je članom ekipe najbolj ostalo v spominu? Ja, po mojemu najbolj je nas presenetil odziv ljudi pač na te mopede. Je še skozi tukaj nostalgije. Pa zanimivo je, da tudi mladi se zanimajo za to, nismo samo mi malo starejši, bi rekel. Pa pač fajn nekaj prej s takimi zadevi ti v eno mesto ali pa bilo kam, se pač ljudje sami na te obrne. Ne rabiš ti, da ti iščeš kontakt, ampak sami pride do tebe in se čudijo, kot in pa ste mi mopedi tukaj delič. Se pravi, je bilo verjetno veliko fotografiranja z domačini, z lokalci? Zelo veliko tega je bilo. Pa vsak ima pač neka zgodba, sploh na tem ozemlju naše bivše Jugoslavije, ima vsak neka zgodba s tem Tomosom, ker to je pač, tu so bili motori naše mladosti. Gorivo, koliko je šlo, ste kaj izračunali za same mopede? Kako misliš? Poraba. Ja, odvisno. Eni kur je še kar, lahko tudi 5 litrov na 100, ta drugi pa malo menj, pa tam okoli 3 litre na 100 rečeva. Zdaj videl sem v Sarajevu, ste celo izkoristili možnost se popeljali po bob stezi, ki je bila zgrajena za olimpijske igre. Ja, tu pa, če si v Sarajevu z mopedom, skoraj moraš iti na bob staza, da vidiš, kako je tu zgledalo v tistih cajtih iz bobi. Mi pa z mopedi. Zdaj, omenil si, da ste bili zelo dobro sprejeti, pa je mogoče kaj razlike po posameznih državah bivše Jugoslavije, kje je največja nostalgija na te Tomosove mopede? Težko bi rekel, Po mojem je to kar približno isto serot. Mogoče še najboljše v Bosni, mogoče še bolj tu. Najbolj prisotno. Bi rekel bolj prisotno, pa sicer ne vem, zakaj, mogoče zaradi tega, kaj velikih je tukaj v Sloveniji delala, in so pač tu videli tukaj pa $500,000.
Kaj pa na italijanski strani? Ne nazadnje, tudi v Italiji so imeli razne mopede, ne sicer Tomosove, ampak je bilo tudi tam kaj navdušenja. Tudi v Italiji. Velikrat, ko smo kakšni bencinski sestavili, je prišel kakšen tak starejši možakar, pa je prav sam videl, da je tu pač Piccolo Motorino, da Koper Capodistria, Jugoslavija. Zdaj, že prvi dan vas je čakala dolga pot, 450 km do Riminija. Marsikomu se z avtom zdi to dolga pot. Kaj je bilo na teh mopedih? So razmerno hitre tu, mislim, bi rekel, potekale, ne. Pač se peleš, se ustaviš, natočiš bencin, pa se spet malo peleš, pol je počas že kosilo, se paji, in pol se popoldne še malo ostane, in pol si v Riminju. Se pravi, če greš na pot z dobro voljo, z mislijo, da se boš fajn imel, ne težko. Bi rekel, ni problema. Se da. Je bila to najdaljša enodnevna pot? Kasnejše etape, krajše? Ta etapa je bila pač najdaljša, zaradi tega, ker smo mogli si malo, bi rekel, malo zaloge cajta narediti, ker trajekt je bil pač zmenjen, ne. In smo mogli priti takrat, da trajekt, zvečer do 8 smo se mogli krcati na trajekt, pač čez 3 dni, ne. In je bolj, da je malo lufta vmes, ker če pride kaj narobe, slučajno bi bil lahko problem, bi zamudili trajekt. Zdaj, sam od štarta do cilja ste potrebovali 8 dni, od tega je bil en dan namenjen dobesedno počitku, turizmu. V Dubrovniku, v Sarajevu ste si en dan vzeli zase. Sicer pa, to je bila najdaljša tura. Rekla sva preko 2300 km v 7 dneh praktično. To je lepo povprečje dnevne vožnje. Ni pa to edina aktivnost Tomos kluba Idrija. Greste na več takih Ja. Pač vsak let se organizira, ker ta tur je bil tak bolj zamen motorjev, ker pač na taka dolga pot je težko spraviti 20-30 motorjev. Drugače se pa vsak let naredi en tak Tomos tur. Lansko leto smo šli do Bihača, pa pol na Murter, pa pol po Jadranski Horskos. Letos se bo šlo pa na Krk, pa malo pač tako cool, da pa plus tega pol pa še ta Tomosjada, na kar bi pač povabil tudi vse druge navdušence na Tomosi, ki bo pač 26. In bo pač potekalo to cool po teh naših lepih gričih, malo Idrija, Cerkno, Žiri, pa tak, vse viste. Se pravi, Tomosjada 20. junij 2026, kdo se lahko udeleži, mora biti član Tomos kluba Idrija ali dobrodošel kdorkoli, ko ima... Tukaj so dobrodošli vsi z dobro volje, pa i s Tomos motorjem, normalno. Se število članov kluba povečuje? Ja, počas se, ja. Kako si sam postal član tega kluba? Jaz sem zdaj nov član tega kluba. Lansko leto sem me povabil, ker so šli na ta tura dol Bihač, Murter, kao kot za spremstvo. In letos imam že 2 Tomos motorja v garaži. Eden je pa že naredil 2400 km, ker smo šli na ta tura naše zdaj. In se tudi mladi kaj učlenujejo, mlajši... Tudi je nekaj zanimanja, ja. Ni zdaj lih tu za same take bolj, rekel, priletne gospode, kot smo mi, ampak je tudi za mlade. Se pravi, se prenaša ta, kako rekel, entuzijazem do teh Tomosovih motorjev tudi mlajši. Tudi. Kaj pa ženski spol? Ja, pa zaenkrat še nimamo lih, da bi prav aktivno bile v našem klubu, ampak lahko so povabljene vse. Se jih ne bi nobenega zavrati. Ja. Robi, če se povrneva nazaj na Tomosjado, kje bo začetek, kje je zborno mesto, oziroma kje lahko za tisti, ki jih to zanima, dobijo več informacij? Ja, največ informacij je verjetno tukaj na spletu. Se bo najboljše, se tam, lahko se prijavnice, vse je tam in je najboljše, se tam prijavi in pol pa se dobi. Mogoče na družbenih omrežjih poiščejo Tomos klub Idrija in več informacij. Sicer plani za prihodnje, omenil si že, da planirate eno daljšo turo tudi v prihodnjem letu. Zdaj smo spet je padla ena huda ideja, ne. Zdaj pa mislimo, da bi mogli pa še kakšna druga celina stopiti, ne. In bomo probali priti do Carihrada drug let, če se bo dal. In bomo šli sam za fora še čez Bosforska ožina, da bomo pač v Azijo prišli iz Tomosija. Ampak to ne prekinjeno vožnjo. To bo približno 4006 km, zdaj že tak okvirna trasa narejena, zdaj pa... Ampak ideja se je začela isto kot lansko leto,
in se je letos uresničila, bomo videli. Se pravi, idej ne zmanjka. Seveda, To pomeni, da bomo imeli v prihodnosti še kakšno možnost za kakšen pogovor. brez skrbi. Robi, hvala za obisk v našem studiu. Želim vam dobro izvedbo Tomosjade 2026, ter tudi uresničitev vseh teh zadanih ciljev, načrtov, pa se vidimo ob naslednji priložnosti. Malenkost, hvala tudi vam za povabilo, pa se vam zahvaljujem v imenu vseh naših članov. Vam, spoštovani gledalci, povabljeni, da se 20. junija ogledate Tomosjado v Idriji in povabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.